Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes je v naši družbi Sanja Zelkov, predsednica Zveze za hokej na travi Slovenije. Sanja, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. No, pa se najprej dotakniva aktualnega dogajanja, ki je seveda povezan s koronavirusom. Kako je leta vplival na aktivnosti pri hokeju na travi? V letošnjem letu smo že v bistvu v spomladanskem delu bili primorani odpovedati dve veliki evropski tekmovanji. Gostili bi jo v mesecu maju v Lipovcih in Predanovcih. Prišlo bi 14 tujih ekip, klubov, tako da bi bilo v Pomurju takrat tisti teden več kot 300 športnikov, hokejašev iz kar nekaj držav po Evropi. Tako da ta zadeva nam je v celoti splavala v vodo, posledično tudi vsa sponzorska sredstva povezana s tem. Drugače smo pa glede samega državnega prvenstva zadevo lahko izpeljali do konca. Smo tako dobili nove državne prvake in uradno zaključili državno prvenstvo. Bili smo pa primorani nekako ostati znotraj državnih meja, se pravi, odpadli so vsi mednarodni turnirji, ostala prvenstva, izmenjave, otroški kempi, tako da samo te nujne zadeve v bistvu. Na kak način se bo po vašem mnenju sedaj potrebno prilagoditi trenutnim razmeram? Kako je tudi s prvenstvi v tujini? Ali se igrajo? Tujina v bistvu je prav tako prekinila s treningi kakor mi. Mi smo mogoče celo 2 tedna pred njimi sprejeli določene ukrepe, da smo mogli prekiniti tudi s treningi. Določene večje države so že tudi uradno odpovedale dvoranski del prvenstev za letošnjo sezono. Mi smo še v fazi odločanja, vendar mislim, da bomo prav tako se mogli odločiti v tej smeri, glede na to, da se situacija v kratkem še verjetno ne bo izboljšala. No, predvsem v Pomurju je hokej na travi dobro poznan, kaj pa širom Slovenije? Kaj bi bilo potrebno storiti za njegovo prepoznavnost? Trudimo se predvsem z oblikovanjem nove trenerske ekipe, z izobraževanjem trenerjev, ki niso toliko v naši obstoječi pomurski skupnosti. Trenutno se posvečamo mlademu perspektivnemu trenerju, ki živi na območju Žalca. Ta je v jesenskem delu že opravil prvi teden prostega časa z otroki, tako da je predstavil hokej prvič tam na tisti lokaciji in otroci so zelo navdušeni. Tudi povečalo se je število po tistem tednu uvodnem, vendar je žal tudi moral prekiniti zadevo. No, tam si nadejamo dejansko ustanoviti nekako prvi klub, nov začetek, ki bi začel delovati po nekih novih smernicah razvoja hokeja na travi. Tako da to je neka prva začetna točka, kjer bomo preizkusili en model, ki se ga trenutno učimo iz Evropske hokejske zveze. Je pa zadeva vsekakor odvisna od financ in glede na to, da smo mala zveza, dejansko vsi prostovoljci, ki smo vključeni, izvajamo manjše projekte, težko sanjamo o razvoju novega kluba v Ljubljani ali Mariboru, ampak upam, da bomo postopoma pridobili to znanje in uspeli navdušiti čim več ljudi, pa izobraziti nove trenerje. No, kako pa je s hokejem na travi v tujini? Kako je popularen tam? Hokej na travi je v bistvu svetovno gledano najbolj popularen šport, glede na število navdušencev, gledalcev, zato ker je najbolj popularen predvsem v Aziji in tudi v Južni Ameriki. V Evropi je v drugih državah bistveno bolj popularen, recimo na Nizozemskem je to prvi šport, prav tako je izjemno gledan in profesionaliziran v Belgiji, v Angliji, v Nemčiji, Španija, druge države pa potem sledimo evropske, ne, kljub temu, da imamo mi manjše število igralcev in klubov, da mogoče v Sloveniji nismo tako popularni, kakor je hokej v drugih državah. Je kvaliteta igranja naše države bistveno visoka glede na celotno evropsko in svetovno merilo, ne. Tudi glede na ranking, svetovni ranking smo mi kar visoko in se uvrščamo tam v prvo polovico dejansko držav.
No, kako težko pa je igralkam in igralcem iz Slovenije se pač prebiti v tujino in morda celo živeti od tega? Mislim, da ni težko, samo pač moraš se odločiti, da življenje posvetiš športu, da posvetiš hokeju. Imamo kar nekaj mladih talentov, ki je na ta način šlo tudi v tujino, določeni začasno, v času študija, pač izzivi mladosti, in se jih je pol vrnilo nazaj. Dva igralca sta še na Hrvaškem, kjer profesionalno igrata. Ona dva sta se v bistvu odločila, da bosta tam tudi zaključila svojo kariero, tako da se k nam več ne bosta vrnila. Ampak možnosti je ogromno, ker sodelujemo praktično na vsakem evropskem turnirju, smo dobro prepoznavni v evropskem merilu, tako da tudi naše igralce zelo dobro poznajo druge države in dostikrat dobivajo različne ponudbe. Ampak vseeno, večina je nekako previdna in se pol vseeno odloča za rekreativno varianto doma. No, če sedaj malo razloživa našim gledalkam in gledalcem, katere vse tekmovanja v Sloveniji potekajo pod okriljem Zveze za hokej na travi Slovenije? Organiziramo državno prvenstvo v hokeju na travi. To je jesenski in spomladanski del, ki se igra na prostem. Potem pa organiziramo še državno prvenstvo v hokeju v dvorani. To je v bistvu zimska različica hokeja na travi, ki se igra v športni dvorani. Primerna za igranje je recimo dvorana osnovne šole Tri Murske Sobote ali osnovne šole Puconci ali pa osnovne šole v Ljutomeru. Tam potrebujemo tudi nekoliko drugačno opremo, tako da je zadeva malenkost drugačna. Drugače pa organiziramo tudi reprezentančna evropska prvenstva, ko smo se s strani Evropske hokejske zveze izbrani za organizatorja. V naslednjem letu recimo imamo predvideno kar nekaj evropskih tekmovanj v Sloveniji. Avgusta bo pri nas potekalo evropsko prvenstvo tretjega ranga za reprezentance ženske konkurence in pričakujemo 8 držav, 8 reprezentanc iz tujine, ki bodo tukaj kar 10 dni. Bomo pa naslednje leto tudi prvi organizator evropskega prvenstva za reprezentance hokej 5S, sicer drugega ranga, ampak v bistvu disciplina hokej 5S še ni prepoznavna toliko v Sloveniji. Začela se je uvajati v azijskem delu, postaja pa v bistvu uradna disciplina in verjetno bo postala tudi uradna disciplina na svetovno gledano. To je v bistvu pomanjšana, zanimivejša različica hokeja na travi, ki v bistvu zahteva 4 igralce in golmana in ima tudi nekoliko zanimiva pravila, ki se povezujejo vedno bolj s hokejem na ledu. Tudi stranice so prvič vzpostavljene na prostem, tako da bomo mi prvič lahko v bistvu v Evropi predstavili ta šport in gostili najboljše evropske reprezentance, ki sicer ne spadajo v naš rang kvalitete igranja, ampak bo pa za nas izjemno zanimiva čast. No, kako je s sponzorstvi in financami v hokeju na travi? Kaj pravzaprav storiti za njegovo večjo prepoznavnost? Sponzorstva, bom rekla, tako so dokaj ustaljena za naša državna prvenstva in tudi evropska prvenstva. Vzpostavljena se partnerji, ki nas že poznajo, tudi določeni, ki so vključeni poslovno ali družinsko v sam hokej, ker pa seveda nismo tako popularni, kakor bi si mi želeli, pa težko dobimo kakšne večje sponzorje. Imamo pa možnost za naslednje leto pridobiti generalne sponzorje teh 2 evropskih prvenstev, kar bomo še poskušali, saj bo zadeva praktično poročana tudi na nacionalni ravni in tudi širom Evrope, ker bo zadevo pokrival tudi Eurohokej TV. Tako da upam, da nam bo drugo leto prineslo nekaj več uspeha. No, za vami je prvi mandat na čelu zveze, letos ste dobili nov mandat. Kaj bi bilo dobro v prvem mandatu, oziroma kaj bi želeli mogoče spremeniti, kakšni so vaši načrti za nov mandat? Trenutno se ukvarjamo predvsem ravno z razvojem strokovnega kadra, to so trenerji, želimo jih poslati v Evropo, da ne bodo samo na našem območju, pač na nacionalni ravni pridobili trenerske licence, ampak da bodo pridobili več znanja za sam razvoj, za pristop k otrokom. Zdaj nam je sicer zadeva tudi letos padla v vodo, ker so bila odpovedana ta mednarodna izobraževanja.
Vključujemo predvsem mlad kader tudi v organizacijo, tudi v sodniški del, v registracijski del, v organizacijo prvenstev. To nam je trenutno nekako najbolj primarno, da oblikujemo samostojne skupinice mladih talentov, da okrepimo predvsem določena področja in jih nekako dvignemo, profesionaliziramo, ker v prvem mandatu smo se predvsem ukvarjali s tem, da smo nazaj postavili temelje, osnovo, ki mora biti, da lahko začneš razvijati potem naprej in nove lokacije in nove skupine, pridobivati nove prostovoljce. In zdaj se to v bistvu komaj nekako kaže kot rezultat. Zdaj smo lahko vzpostavili več odborov, večje skupine, nove prostovoljce smo dobili, konec koncev pridobili tudi starše, ker smo praktično smo v prvem mandatu na splošno v Sloveniji pridobili več kot 50 novih otrok v obdobju 5 let in zdaj poskušamo v tej fazi vključevati njihove starše, da pomagajo, da so vpeti, ker potem seveda iz tega tudi izhaja rast. No, odnosi z Evropsko hokejsko federacijo so zelo dobri. Kaj lahko ima slovenski hokej na travi od tega? Mi smo se v preteklih letih izkazali za zelo dobrega organizatorja evropskih prvenstev. Moram reči, da nas imajo zelo radi in nas zelo radi potrdijo za organizatorje, ker smo poleg tega, da smo zelo ustrežljivi in da poskrbimo, da so vsi zadovoljni, pravijo, da smo izjemno dobrosrčni narod, sploh tukaj v Pomurju, in da ne morejo verjeti, kako lahko od prvega do zadnjega vaščana pomagajo na vse možne načine vsakemu, ki pride, ne samo igralcu, ne samo trenerju, ampak tudi tisti mami, ki je prišla pogledati svojega sina. In tukaj smo pridobili izjemno kredibilnost. Smo bili pa v letošnjem letu povabljeni v en projekt mednarodni, ki si ga štejemo v izjemno čast. Evropska hokejska zveza skupaj z 3 večjimi evropskimi zvezami, z velikimi sponzorji in z določenim strokovnim kadrom, ki je top v Evropi, smo mi bili izbrani za vzorčno hokejsko zvezo, kjer bo Evropski inštitut za hokej na travi razvijal metode za razvoj v bistvu športa med mladino, med otroki in v lokalni skupnosti. In tako da upam, da bomo v naslednjih 3 letih, kakor bo projekt tudi potekal, pridobili vse možno znanje, metode, tudi nekaj opreme, lahko usposobili svoj kader in če nam to ne bo uspelo, potem ne vem, kaj bi nam, ker to bi nam moglo biti dejansko največji zagon, kar je možno, da nam Evropa da cel ta push, da lahko zadeve razvijamo. In tu smo bili ravno povabljeni na podlagi tega, ker smo dober organizator in oni pravijo, da srčen narod pač do hokeja. No, super. Za konec pa morda, kaj bodo po vašem mnenju največji izzivi zveze in pač hokeja na travi v prihodnje? Je v Pomurju in Sloveniji možno narediti mogoče korak naprej, razširiti število ekip v prvenstvu? Prvi izziv je dejansko pridobiti projektna sredstva za razvoj in delovanje reprezentanc, predvsem mladinskih. Mi si želimo dati poudarek na mladinskih reprezentancah, ker le tako bomo lahko razvijali kvalitetno člansko reprezentanco. In nekako Ministrstvo za izobraževanje nam je z novimi sklepi odvzelo vse možnosti za pridobitev sredstev. Smo pač v rangu športov, ki v Sloveniji niso priznani in nažalost so nam odvzeli vsa sredstva za programe reprezentanc in bomo mogli štartati v bistvu znova z prispevki staršev, s prispevki klubov, prostovoljcev, sponzorjev. In ta korak bo izjemno težek, da bomo lahko dokazali, da naša reprezentanca v evropskem merilu lahko pride, ne. Ker recimo lansko leto je reprezentanca U16 dosegla izjemno 3. mesto na evropskem prvenstvu, ampak žal tudi, če bi bili prvi v Sloveniji, ne šteje, da bi pridobil določena sredstva za ta program. Tako da s tem se bomo ukvarjali in ja, mislim, da je možno, da hokej pridobi množičnost, ampak bo potrebni še kar nekaj let in veliko trdega dela.
Sploh vidimo, da predvsem v Ljubljani mladina gleda hokej na travi, po Eurošportu in drugje, tako da zelo dobro poznajo šport in tudi si želijo, da bi ga igrali, ampak dokler nimamo močne podlage za razvoj, se žal tega tako mogoče neresno in ad hoc ne upamo lotiti. Tako da upam, da nam naslednja leta prinesejo kaj več možnosti. No, Sonja, najlepša hvala za ta pogovor in seveda vse dobro v prihodnje. Hvala lepa, vse dobro tudi vam.